Od sredine aprila zaščitne maske v večini zaprtih javnih prostorov niso več obvezne. So le priporočene predvsem za tiste, ki sodijo v ranljive skupine ali pa ko ne moremo vzdrževati medosebne varnostne razdalje. In kot lahko vidite, večina kupcev v enem večjih nakupovalnih centrov mask ne nosi oziroma jo imajo, kot so nam pripovedovali, v žepu ali v nahrbtniku. Tudi jaz v žepu, kadar je dosti ljudi, kadar je gužva. Se bojim, ker sem stara. Nosim za svojo varnost in se mi zdi tako edino prav. I don't want to get COVID. I need to cancel a lot of rides or hotel like that. This is my reason to wear mask. Po podatkih NIJZ-ja navadna medicinska maska pred okužbo ščiti 60 do 80%. FFP2 maska pa nudi kar 94% zaščito. Ko je gneča, ko ne moremo vzdrževati več tiste razdalje z ostalimi, ko smo dlje časa v bližini ljudi, ki so izven našega kroga, so maske zagotovo priporočljive. In enako pravi Jerala, je smiselno upoštevati tudi pri vožnji z javnim potniškim prometom, kjer, sploh zdaj, ko so se v šolske klopi vrnili učenci in dijaki, težko vzdržujemo medosebno razdaljo. A potniki si redko nadenejo masko, nam je povedal voznik ljubljanskega mestnega avtobusa, in enako smo ugotovili tudi sami, ko smo se z avtobusom zapeljali, z masko na obrazu pa srečali le eno potnico. Jo kar redno uporabljate takole v gneči? V javnem jo vedno uporabljam. Zaenkrat ne, ampak če se bo pa poslabšala situacija, pa vsekakor bom uporabljala. Malo jih vidim, pravi, mogoče za cel šiht, če jih vidim 4-5, mogoče do 6. Še večjo odgovornost pa zahtevajo okolja, kjer je več ranljivih ljudi, torej v lekarnah, zdravstvenih domovih, v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih so maske nujne. Ali povedano drugače, po mnenju stroke so obvezne, a to tokrat ni določeno z odlokom ali zakonom, kot je bilo to v prejšnjih epidemičnih valovih. Roman Jerala od vlade pričakuje, da se bo to jeseni, glede na projekcije, kaj nas čaka, spremenilo in da bodo maske postale obvezne vsaj v tistih najbolj kritičnih okoljih. Če večina upošteva te ukrepe, potem se nekako posnemo tudi ostale, sicer pa se bojim, da bodo najbolj potrebne kar določene obveze. To je pa redko, ko pri otrocih, če rečeš, Maša, ne tega početi, to ne bo še naprej. Če se pa reče, ne smeš tega več početi, pa ne bo več, ne. Mislite, da bi mogla vlada prav, ne vem, z nekim odlokom ali pa zakonom to določiti, da niso dovolj priporočila? Jaz osebno mislim, da ne. Vsak naj se pri sebi odloči, to smo že imeli. People always follow the policy. Pa bo vlada kakorkoli predpisala uporabo zaščitnih mask. Ne, pravi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan in dodaja, da ne bo palice, s katero bi kogarkoli kaznovali.